Dragi otroci, dober dan na ta prvi postni dan, na pepelnično sredo. Vidite, včeraj je bil še pust, danes je pa post. In tako se vrti to cerkveno leto. In glejte, v Jezusovem času je bilo še posebej hvalevredno, če si se pustil. Tisti ljudje, ki so se pustili, so bili videni kot še posebej blizu Bogu. Bili so neke vrste influencerji tistega časa. In Jezus se je na svoje učence obrnil in jim je rekel: glejte, da ne boste takšni kot oni, ki se pustijo iz napačnega razloga. Ki se pustijo zato, da bi ljudje videli, kakšni frajerji so. Jezus je rekel: glejte, dajte se pustiti, ampak se pustite zato, da se boste zares približali Bogu. Pustite se zato, da se boste naučili, kako se odpovedati kakšni stvari, da boste takrat, ko bo kakšna kriza, se znali tudi odpovedati nečemu, kar ni dobro za vas. Predvsem pa je najbolj pomembno, da se ne pustimo zato, da bi bili pred ljudmi videti frajerji. Pustimo se zato, da se zbližamo z našim nebeškim očetom, da mu rečemo: glej, s tem, ko se odpovedujem, ne vem, čemu se boš odpovedal, čokoladi, tablici, telefonu, grdim besedam, ne vem, ni pomembno kaj. Pomembno pa je, da si nekaj izbereš, ampak še bolj pomembno je, da si izbereš tisto, da boš to delal iz tistega pravega razloga. Iz razloga, ker veš, da vsako od naših src ima kaj za popucati, ima kaj za počistiti. Dajmo to res letos narediti zato, da nebeškemu očetu, pravi Jezus, ki vidi na skrivnem in nam bo povrnil, da mu pokažemo, kako ga imamo radi. Da se za to odpovedjo temu, onemu ali tretjemu vadimo, da se bomo drugič lahko uprli nečemu, kar bi nam lahko v življenju zares škodilo. Na ta način bo ta post pravilno naravnan, na ta način bomo v tem postu se lahko dobro pripravili tudi na veliko noč, ki prihaja, in bomo lahko doživeli, da je življenje neko stalno izmenjevanje pusta in posta, veselja in žalosti. In s tem, ko se vadimo malo biti v tej žalostni sceni, v tem postnem odpovedovanju, s tem se tudi pripravljamo na čase, ki mogoče ne bojo idealni, ampak jih bomo zaradi tega lažje preživeli. Blagoslovljen postni čas vam vsem skupaj želim. Srečno!